Najprej, dovolite mi, da vsem ženskam vidim, da prevladujete danes, ampak je tudi nekaj moških. In seveda ne samo ženskam, temveč vsem prisotnim zaželim en prav dober 8. marec, ki je svetovni dan žena, predvsem pa svetovni dan njihovih pravic in borbe za enakopravnost v družbi. Želja ni retorična, saj pravice niso nikoli samoumevne in nedotakljive. To nam se zadnje dokazuje tudi danes. Marsikateri premik patriarhalno in tudi mačistično obarvani preteklosti, ne le v oddaljenih državah in za nas eksotičnih kulturah, temveč tudi v samem osrčju Evrope. Le pomislimo na boj, ki jo bijejo Poljakinje, zato da ohranijo tudi osnovno raven pridobljenih pravic. In ne pozabimo, da se težnja k nazadovanju pojavlja po malem in postopoma povsod, tudi pri nas. Danes smo v Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran ponosni, da lahko predstavimo knjigo, ki je sicer izšla v pravici že konec preteklega leta in ki je doživela izjemen odmev od trenutka, ko se je pojavila tako na naših policah, kot v nekaterih pomembnih slovenskih in zamejskih medijih. Tem medijem se tudi želimo kot založnik, torej Pomorski muzej se vsem tem medijem zahvaljuje. Odzivi dokazujejo, kako aktualna je tematika enakopravnosti ženske v današnji družbi, ki nenehno grozi Damoklejev meč nazadnjaštva in maskilističnega populizma. Danes, na 8. marec, torej na svetovni dan žena in dan po dnevu pomorstva, predstavljamo knjigo dr. Nadje Terčon o prvih 2 pomorščakinjah v Sloveniji in Jugoslaviji. Jolandi Gruden-Mažer in Savi Karuži. Knjiga nam prikazuje obdobje, ko je bila Jugoslavija glede ženske enakopravnosti ena najbolj emancipiranih držav, nedvomno. A vendar tudi takrat so se dogajali koraki nazaj k neenakopravnosti. In ta epizoda je recimo zelo izpostavljena tudi v tej knjigi. Torej, je šlo dejansko za pogumno dejanje, za pogumno odločitev 2 žensk v obdobju, ko za te odločitve marsikje niso še dozorele okoliščine. O knjigi in o njenem aktualnem pomenu bodo danes spregovorile avtorica Nadja Terčon, hčerke obeh protagonistk te izjemne zgodbe, Tamara Kaluža-Počeko, ki je z nami in jo še enkrat pozdravljam, Alida Mažer, ki jo prav tako pozdravljam, in Alenka Petaros, ki se nam je tudi pridružila danes, in seveda jih pozdravljam v imenu Pomorskega muzeja in tudi osebnem imenu. In seveda spregovorila bo tudi oblikovalka knjige Mateja Tomažinčič, ki ste videli, ima najlepšo scenografijo tudi danes, ki je uspela pa ponuditi tudi na podlagi velikega gradiva, ki ga je za to knjigo dobila, še eno razkošno in izjemno bogato publikacijo s pečatom našega muzeja. Oblikovanje je čudovito, pritegne bralca, tudi tisti, ki ne berejo knjige takoj, jo prelistajo z veseljem, kajti je izjemno bogata tudi slikovno in dizajnersko. Pozdravljam tudi vse ostale prisotne na tem Zoom srečanju v upanju, da ne bo tehničnih ovir, tehničnih težav, za katere se morebiti vnaprej opravičujemo, saj je prvič
ki se povezujemo z občinstvom na takšen način. Verjamem, da bo predstavitev zanimiva, da bo tudi razprava živahna in v duhu tega poguma, ki sta ga izkazali Jolanda in Sava. Jaz bi na tem končal, bi predal besedo avtorici knjige, torej kolegici Nadi Terčon in na to seveda ostalim vabljenim. Hvala za udeležbo. Rad bi povedal še enkrat, da se to snemanje oziroma ta dogodek snema in da ga bomo potem predvajali tudi prek YouTubea. Hvala vam, Nadja. Hvala. Dober dan še enkrat, zdaj malo bolj uradno, z nekaterimi smo se že prej pogovarjali, tisti, ki se nam priključujete sproti, pa ravno tako dobrodošli na današnji predstavitvi knjige Sava in Jolanda. Predvsem tudi zato, ker je to prva sploh spletna predstavitev knjige v našem Pomorskem muzeju in upam, da jo bomo pripravili tako, kot smo se nekako zamislili. Pozdrav vsem, tudi jaz pozdravljam predvsem vse tiste, ki so na kakršenkoli način sodelovali pri nastajanju knjige, tiste, ki ste jih že preleteli, prebrali, pogledali, ampak in tiste, ki so se nam sedaj priključili tudi iz Trsta, vidim. Skratka, ko smo se odločali, mislim, da je bilo to 2018 pomladi, da bomo izdali knjigo o ženskah in pa morju, smo točno vedeli, kdaj jo bomo predstavljali. Nismo sicer vedeli, katerega leta, ampak da bodo to dnevi ob 7. marcu in pa 8. marcu, je bilo pa že takrat dorečeno in pa gotovo. Namreč včeraj, 7. marca, je bil slovenski dan pomorstva. 30 let je minilo, odkar je nova Slovenija, mlada Slovenija sprejela resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije in kjer so notri napisali, da je bil slovenski narod v svoji zgodovini vselej pomorsko usmerjen in da naj bo tak tudi v prihodnje. Šele 5 let kasneje so sicer ta dan razglasili za dan slovenskega pomorstva in v teh dneh je bilo tudi veliko oddaj, časopisnih člankov, kjer so pa akterji slovenskega pomorstva velikokrat izražali, ne velikokrat, skoraj da vedno izrazili razočaranje in pa neko obžalovanje, da pomorstvo, bomo videli tudi zakaj, tekom predstavitve nima več take vloge in takega pomena, kot ga je imelo pred 30, pred 50 in ne nazadnje tudi pred 70 leti. In da bo to tudi okoli 8. marca, to je le dan kasneje za 7. marcem, ko je bil ta praznik razglašen za mednarodni praznik žena. Leta 1910 je nemška feministka in socialistka Klara Zetkin dala pobudo za praznovanje tega mednarodnega praznika. Od leta 1917 pa se na nekem mednarodnem nivoju ta praznik tudi praznuje, tudi v Sloveniji. In kot je naš direktor Franko Juri povedal, je to dan praznovanja neke ekonomske, politične in pa tudi socialne enakopravnosti in pa dosežkov žensk v preteklosti. In kljub temu, da je od tega minilo dejansko celo stoletje in še malo več, pa se nam resnično dozdeva, da ta enakopravnost ni več vprašljiva, pa je še vedno vsak dan bolj aktualna. In ravno zato je knjiga o Savi in Jolandi, ki smo jo tukaj izdali, mislim, da prav vsegla, kljub temu, da govori o dogodkih pred 70 leti, dejansko še kako in še kako aktualna. Zato knjiga je pred nami, vendar od ideje do povoda, do samega dela in do tiste končne izvedbe oziroma današnje predstavitve je preteklo kar nekaj časa, veliko dela in tudi veliko sodelujočih je bilo zraven.
Že leta 2009 smo v 8. marcu pri kustosinje Pomorskega muzeja, z mano sta bila še Bogdana Marinac in pa Snežana Karinja, sodeloval je tudi Igor Presel, v piranski občini pripravili okroglo mizo Ženske in morje. Takrat se nismo odločili samo za pomorščakinjo, bila sta dve, Sava Kaluža in pa Urška Kralj, ki je bila iz mlajše generacije. Ženske in morje je predstavljala tudi jadralka Milanka Lang-Lipovec in pa Savina Gorišek, jadralka, življenjska partnerica staroste slovenskega jadralstva Mirka Bogiča in pred nekaj leti tudi krstna botra naše replike tradicionalnega plovila Topo, Savina Gorišek. In nastopila je tudi danes pokojna Biserka Zabukovec, žena pomorščaka, ki je tudi prav na dan, ko je knjiga izšla, preminil, Janeza Zabukovca in pa tudi mati pomorščaka Danijela Zabukovca. Ona je dejansko predstavljala tisto skupino žensk, ki je bila v preteklosti in ki je, mislim, da tudi še danes in bo verjetno tudi v bodoče najštevilčnejše zastopana. To se pravi, kakšno vlogo, to nas mislim, da še vse čaka, posebej te raziskave, kakšno vlogo so ženske dejansko v preteklosti igrale. Sam povod, v tem času smo seveda mi sodelovali smo z Savo Kaluža in pa Tamaro Kaluža. Sam povod za knjigo je bil pa obisk profesorja Srednje pomorske šole Andreja Lovšina, ki je seboj v muzeju, ki je seboj pripeljal Alido Mažer in nam predal v varstvo veliko skeniranih fotografij Jolande Gruden in pa Alida nam je takrat podarila tudi spričevala, pomorsko knjižico in pa mamin dnevnik, ki je pričal o potovanju z ladjo Višvica po Jadranu. In takrat je naš direktor stopil v pisarno in rekel, no, bomo pa izdali knjigo o pomorščakinjah. Seveda sem z navdušenjem sprejela, vendar me je potem kar skrbelo, kako bodo te zadeve tekle in začelo se je potem tudi res intenzivno delo, tako da je leta 2020 knjiga na koncu leta izšla. In kakor govorimo, kako je korona oziroma COVID naredil slabo v družbi, za to knjigo je naredil zelo dobro. Namreč, ko je sama sem zelo intenzivno pred razglasitvijo epidemije marca 2020 pregledovala arhivsko gradivo pri Alidi in pri Tamari. Pregledala sem ga v arhivih v Kopru, na Reki, v Ljubljani, v Trstu. Pregledala sem ga v hiši, tako da sem epidemijo začela doma pripravljena s kupom gradiva in začela pisati. In moram priznati, da ker sem delala od doma, je dejansko glavnina knjige do konca razglašene epidemije maja 2020 tudi nastala. Večino dela je bilo potem potrebno še dodelati, seveda lektorirati, pripravljati fotografsko gradivo in tako naprej. V tem času je pa naša sodelavka Natalie Finkst, ki se ji moramo tukaj tudi posebej zahvaliti, skenirala skoraj da vse gradivo Save Kaluža, fotografije, pisma, spričevale in pa še vse dodatne fotografije in gradivo, ki ga je sproti v muzej prinašala Alida Mažer. Vedeli smo, da bo knjiga mora iziti do konca leta, zato smo začeli tudi z delom. In da ne boste gledali samo mene, jaz upam, da mi bo uspelo. Bi rada ta čas, ko bom povedala, kdo vse je sodeloval, komu vse se moram zahvaliti, kdo
Kdo sta bili, to boste povedali potem Tamara in Lida, kdo sta bili Sava in Jolanda, kako je oblikovala knjigo Mateja Tomažinčič. Bi rada zavrtela filmček, ki je nastal iz večine fotografij, ki so objavljene v knjigi. Glasbo bom poskušala ugasniti, upam, da mi bo to uspelo, ampak slišali me pa boste. Tako da bo morda bolj zanimivo, da boste pa čisto vse zvedeli, kdo je na fotografiji, kaj se je dogajalo, bo pa treba seveda poseči po knjigi. Za tiste, ki Save in Jolande niste poznali osebno, oziroma knjige še niste videli, naj povem. Tista manjša, tlolasa, blondinka je bila Sava Kaluža. Temnolasa, vedno običajno nasmejana, je bila Jolanda Gruden, poročena potem kasneje Mažer. Tako da nekateri jo poznajo kot Jolando Mažer, mi smo uporabljali njen dekliški priimek. Share screen, bomo videli, če bo ratalo, če ne. Nekaj imamo težave, bom govorila naprej, pa bo poskušala narisati oziroma urediti. Pri delu, ko se je pisalo, so se in ob študiju arhivskega gradiva so se tudi izkazale različne poti potovanj obeh deklet. Zato sem si zamislila, kako bi bilo to zelo zanimivo, da bi mi vsa ta potovanja in vse te linije tudi nekako vizualno pojasnili in prikazali, in te izrise zemljevidov je na podlagi podatkov izpisanih iz vseh ladijskih dnevnikov izrisal Vasko Vidmar. Kot sem dejala, Mateja je oblikovala, tiskala je pa knjigografika Soča iz Nove Gorice in tukaj se pa zahvaljujemo tudi direktorici Majdi Fabijani in pa sodelavki Danijeli Perat. Pri besedilih je lektoriranje opravil slovensko lektoriranje Henrik Ciglič, Boris Bertoni italijanski in pa Aleksandra Bugar hrvaški. Prevedeni je povzetek. Povzetek je preveden v italijanščino, angleščino in pa hrvaščino. Daniela Miloti, Bertoni, Henrik Ciglič in Snežana Karinja so poskrbeli za to. Slovenskega povzetka pa v knjigi ni. Zato je pač knjigo v slovenščini potrebno v celoti prebrati oziroma vsaj pregledati. Pri skenih pa sta poleg Natalij in pa Natalij Finkš in Andreja Lovšina sodelovala že prej Bogdana Marinac in pa Igor Presel, saj je bilo to iz našega gradiva. Večina fotografij je iz oseb, ki so objavljene, je iz osebnega arhiva Tamare Kaluža, Alide Mažer, Alenke Mažer, Peter Ros. Veliko jih je tudi iz gradiva Tamarinega brata oziroma gradiva Tamarinega brata Borisa Kaluže, ki jih hrani njegova vdova Pepca oziroma Josipina Kaluža v Kopru. Nekaj gradiva je posodil tudi Gorazd Buda iz Postojne in pa drugi sorodniki, tako Jolandini oziroma kot Savini. Precej gradiva je našega, posebej pa tukaj bi se rada zahvalila tudi vsem sodelavcem še iz knjižnic oziroma arhivov, iz Narodne in študijske knjižnice iz Trsta, odseka za zgodovino in etnologijo, kjer smo uporabili gradivo legendarnega fotografa Marija Magajne, iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije, kjer smo pridobili gradivo iz Fototeke Slovenije, iz Pomorskega in povestnega muzeja Hrvatskog Primorja Zreka, kjer nam je resnično hitro priskočil na pomoč Nikša Mendeš, in pa Pokrajinskega arhiva iz Kopra. Tako da je zelo pisano gradivo, vendar tudi izredno bogato. Sedaj se film lepo vrti, no tukaj vidimo že Savo in tukaj so fotografije, ki so pridane prispevku Tamare Kaluža. Namreč, ko sem pisala o njunih mamah, ko sta mi pripovedovali, sem resnično si zaželela, da bi
Knjiga je imela tudi malo osebne note in sta obe, tako Alida Mažer, ki je potem v sodelovanju s sestro Alenko, kot Tamara Kaluža napisali kratek prispevek, kdo je bila njuna mama, in to boste danes tudi na tej predstavitvi predstavili. Tukaj vidimo Jolando, Sava je šla že mimo Jolando in njene starše v Nabrežini. Knjiga je zastavljena tako, da je poleg tistega klasičnega uvoda sta najprej kratka življenjepisa Save in pa Jolande. Takoj za Savinim življenjepisom je spomin Tamare, takoj za Jolandinim življenjepisom je spomin Alide in pa sestre Alenke. Zakaj sem se tako odločila? Dolgo je bilo treba, časa sem razmišljala, kako naj dejansko vpletem njuni zgodbi v tisto, kar sem želela predstaviti. Namreč knjige nisem želela napisati samo kratkih biografij. Želela sem povedati, kakšna je bila vloga žensk v preteklosti na morju, kakšna je bila dejansko sploh vloga ženske v družbi, kako se je morala za določene svoje pravice boriti in kdaj je prišel tisti trenutek, ki je našima dekletoma sploh omogočil, da sta se lahko vključili v tako zelo tipični pomorski poklic oziroma v tako zelo tipično pomorsko šolanje. Pokazalo se je, da je bilo to takoj po končani drugi svetovni vojni, ko je bil najbolj primeren čas za vlogo ženske. Ženska je med narodnoosvobodilno borbo bila partizanka, bila je borka in takoj po vojni se je tudi pod vplivom socializma oziroma ruskega socializma in komunizma vloga ženske lahko dvignila. Menili so, da če je lahko premagala vojno, da lahko premaga oziroma se lahko vključi tudi v različne moške poklice. In ker je to sovpadalo tudi z, bom rekla, borbo oziroma angažiranim diplomatskim, političnim, nacionalnim angažiranjem za pridobivanje Trsta in pa morja, in je sovpadalo tudi z odločitvijo pokrajinskega odbora, narodnoosvobodilnega odbora, da bodo že leta 1945 v Trstu ustanovili slovensko pomorsko šolo, do katere seveda ni prišlo. So jo pa ustanovili 1. marca 1947 v Žusterni pri Kopru, in ker sta bili ravno ti dekleti v pravem času, na pravem mestu, ravno takrat v gimnaziji v Postojna, kjer so iskali in reklamirali, sta se priključili fantom in se vpisali na to šolo. Sava je bila prav iz prve generacije, 1. oziroma 3. marca je začela šolanje v Žusterni, Jolanda je bila leto mlajša, zato se je priključila v drugo šolsko leto, prvo je trajalo od marca do julija, drugo šolsko leto, ki pa se je začelo oktobra 1947. Dekleti sta se spoznali, postali prijateljici in potem nekako postali povezani vse do konca oziroma sta povezani še danes, saj sta tudi Alida in Tamara še vedno v stikih, zelo blizu živita ena drugi, tako da mislim, da se bo spomin nanju še dolgo ohranil. Prvi ravnatelj Srednje pomorske šole oziroma Slovenske trgovske pomorske akademije, kako se je imenovala ta šola, je bil Franc Škerer, hitro pa ga je nadomestil Slavko Kavšek, je imel neizmerno energijo, ki je premagoval različne organizacijske, strokovne, pedagoške težave, ki je pridobival. Profesor je po nekaterih lastnih poznanstvih, ki jih je pripeljal v šolo, vse tiste, ki so v stari Jugoslaviji končali pomorske šole, in tudi tiste, ki so poučevali na pomorski šoli, ki je bila v Kopru. Tak je na fotografiji je profesor Vladimir Štolfa, že v Piranu. In ker so bili dijaki nameščeni oziroma so se učili v
zelo slabih vilah v Žusterni je poiskal, se je angažiral in pridobil prostor v kasnejši pomor, nekdanji carinarnici, kasnejši slovenski gimnaziji tukaj v pristanišču, danes so vile Piranezi. Dijaški dom pa se je iz Žusterne preselil najprej v vilo Firari nekje na hribu Mogoron, pod Dolčno potjo, potem pa v palačo Trevisini, kjer je bil najbolj poznan in je znan še danes. Kakor so pripovedovali nekateri Pirančani, so se Save in pa Jolande spominjali, saj sta bili zelo atraktivni, pa tudi v Piranu so se povsem po pripovedovanju Janeza Zabukovca domačini in pa dijaki zelo radi družili in so se tudi zelo, zelo dobro razumeli. Tukaj vidimo, kako so tudi veslali. Jolanda med fandi prepoznamo Borisa Kalužo in kar moram še posebej poudariti, v knjigi niso poimensko pod fotografijami navedeni njihovi sošolci oziroma kasnejši sodelavci in prijatelji. Je pa objavljen seznam vseh tistih, ki so se na šolo vpisali, ki so sodelovali tukaj pri krstu. Glejte, tudi prva krščenka je bila Jolanda Gruden, prva ženska, tako da tudi tukaj je premagala svoje fantovske kolege. In se pa na fotografijah vidijo, se prepoznajo, kajti ta knjiga, čeprav sta glavni osebi Špic in pa Jola, Špic je bila Sava Kaluža, Joli oziroma Jola pa Jolanda Gruden, pa so seveda tudi njihovi sošolci in pa sodelavci zelo, zelo pomembni. Po končani šoli se je najprej Sava zaposlila na Jugolinijevih ladjah, kasneje še Jolanda. Povedati moram, da se na to obdobje veže tudi drugi podnaslov te knjige, ki je prvi slovenski in pa jugoslovanski pomorščakinji. Da sta bili to prvi slovensko govoreči, je seveda jasno. Za jugoslovanski sem se pa po tehtnem premisleku tudi odločila. Namreč, ker je bila Jolanda državljanka svobodnega tržaškega ozemlja, ona ni bila jugoslovanska državljanka, Sava Kaluža pa je bila jugoslovanska državljanka, je bilo najprej odločeno, da na jugoslovanskih ladjah tuji državljani ne smejo pluti. Pa vendar so potem tudi zaradi tega, da so lahko šolo propagirali, da so vse to vključili v tiste angažiranje za pridobitev morja, do izhoda do morja, vendarle zaposlili tudi Jolando. Dobri 2 leti sta pluli, nekaj mesecev tudi skupaj in skupaj sta pluli na ladji Hrvatska, drugače pa sta bili tudi obe na ladji Titograd in Joli je bila še na Bosni. Konec leta 1952 pa sta morali plovbo zapustiti. Kljub temu, da so poskušali ženskam dati neko enakopravnost, so pomorske oblasti izdale odlok, da ženske ne smejo pluti več na ladjah. Čeprav sem se sama zelo trudila, da bi do tega odloka prišlo, ga nisem našla, morda tudi ni bil objavljen, da verjetno vsi odloki niso objavljeni, nam kaže tudi današnja praksa v času epidemije, tako da sem popolnoma zaupala pripovedovanju obeh pomorščakinj. Jolanda se je vrnila domov v Trst, se zaposlila v Mediterani, agenciji Mediteranja in se potem poročila z Srečkom Mažarjem. Meni se je zdelo izjemno pomembno to, kajti svojega bodočega moža je srečala, ko je plula kot kadetinja na ladji Titograd. Sava Kaluža je pa ubrala drugo pot, zaposlila se je na Jugoliniji, komerciali Jugolinije, šla je 2-krat študirati jezike v tujino, vmes pa je plula tako na obalni plovbi, kjer je bila tudi poveljnica in pa svojo plovno pot je zaključila s plovbo na ladji Bled.
Po ladji Bled pa se je zaposlila v pisarnah oziroma upravi splošne plovbe in bila z morjem povezana na ta način vse do svoje upokojitve. V teh zgodbah več osebnih boste seveda povedali Tamara in pa Alida. Sama bi pa rada dodala, da kako zelo pomemben vir so bile ne samo fotografije, ampak ne samo dokumenti pisani, ampak tudi fotografije. Kot sem dejala, je Alida prinesla v muzej dnevnik s potovanja s šolsko ladjo Viševico, ravno kar smo pa šli mimo dveh drugih dnevnikov potovanja na vsesokolski izlet v Prago, ki pa se je našel v arhivu Tamare in našla sta se dva krajša zapisa. Eden je bil Tamarin, drugi je bil pa zapis njenega brata Borisa in ravno tako vse te dogodke lahko povežemo z svetovnimi dogodki. Namreč Boris je zapisal, da so o sporu z Informbirojem izvedeli ravno na meji oziroma na poti v Prago. Ko sta pluli na ladji Hrvatska, sta bili obe dekleti prisotni pri danes zgodovinskem dogodku. Namreč ohranjeni so fotografije, članki in pa zapisi in menda tudi filmsko gradivo nekje v Ameriki, mogoče se bomo še do njega dokopali. Ko so na ladjo Hrvatska natovorili prvo humanitarno pomoč, ki jo je dobrodelna organizacija Ker poslala narodom v Jugoslavijo in to po dogovorih med Titom Kardeljem in pa ameriškim vrhom. Tako da njuna plovba je res spadala v čas, ki ga danes res lahko označimo že za zgodovinskega. Izjemno pomemben je bil tudi njun, tukaj je profesor Lenarčič, ki so mu dijaki podarili ob njegovi 50-letnici skromno darilo, kakor je napisala Jolanda. Zanimivo je tudi to, da so se fotografije in pa zapisi deklet velikokrat pokrili, eden drugega dopolnjevali. In ne samo to, postali sta, tako Sava kot Jolanda sta bili izjemno lepi dekleti, zelo zanimivi, predvsem pa izjemno zanimivi za medije. Tako da so fantje kakorkoli, to je bilo seveda tudi povezano s politiko oziroma s tistim časom, vendar pa menim, da sta naredili za ženske in pa vključevanje žensk v ta tradicionalni poklic mnogo. Pokazalo se je sicer ob študiju, tukaj, če ste videli, so bile 3 dekleta v uniformi. In ravno ta fotografija je bila tista, ki mi ni dala nekaj dni celo spati, se nekako, kako sta bili samo 2 dekleti, če so na fotografiji 3. Začela sem spraševati, nihče se na začetku tega ni spomnil, potem pa sem v arhivu res našla še na podlagi različnih virov še 2. Leto za Savo in Jolando so se namreč na pomorsko šolo vpisali še Jelisava Barl in pa Nada oziroma Bernarda Bajc iz Hrašča pri Postojni. Barlova je bila iz Ljubljane, vendar se potem šolanja na pomorski šoli iz različnih razlogov nista končali, sta bili pa kasneje doštudirali in bili uspešni na drugih področjih. Zato lahko poudarjamo, da kakorkoli, če nadaljujemo s tisto zgodbo o usidrali smo se na morje, da so slovensko pomorsko povojno zgodovino pomagali ustvarjati tudi ženski, ki sta potrebovali po mojem izjemno veliko poguma in pa modrosti. In kar je še bolj pomembno, potrebovali sta zelo močno družinsko podporo.
Tako Sava, kakor Jolanda sta izhajali iz družin intelektualcev, iz družin, ki so se zavedali pomena šolanja in ki so bili dovolj svobodni, da so tudi dovolili dekletoma, da sta se vpisali na šolo. Ker ni bilo pred njima nobenih pomorščakov, se dejansko nista mogli niti po nobeni pomorščaki ni zgledovati, orali sta ledino, zato sta dejansko res sta se obnašali in oblikovali tako, kakor sta vedeli in pa znali. Fotografije, ki prikazujejo, kako sta delali na ladji, kako sta se spopadali s tem poklicem, sta zapisali tudi v nekaterih spominih. Sava je celo napisala in pa objavila, kako je bilo prvič, preden se je vkrcala na ladjo Titograd. Sedaj ponovno omenjam, malo se skača, ampak še to. Tudi oblast je poskrbela, da sta dekleti prišli v dokaj dobre razmere. Ladja Titograd je bila namreč prva izmed 4 povojnih novih gradenj. In da so Savo vkrcali prav na ladjo Titograd, njeno prvo plovbo, in bila je podpisana pod številko 4 v prvi posadki, kaže na to, da so vseeno se zavedali, da je pomembno, na kakšen način, kakšen bo vtis tudi ostale posadke in kakšen bo vtis pri pomorščakinjah. To je Hrvatska, ja. To smo povedali. Dejstvo pa je, da po letu 1952, ko pomorščakinje niso smele oziroma niso mogle več pluti, je pa minilo več kot 10 let, da so sploh na srednji pomorski šoli vpisali nova dekleta. In med tistimi, ki so, mislim, da 64 končali to šolo, je bila tudi Pirančanka Marinka Šega, ki je študirala ledjedelstvo in ne vem sicer, če je prisotna, če je lepo pozdravljamo, ki bi lahko tudi sama več povedala o tem. Kako, na kakšen način smo knjigo oblikovali, bo povedala Mateja. Povem pa naj, da ima knjiga, je razdeljena na poglavna poglavja in na podpoglavja. Vsa ta poglavja pa imajo tudi neke izpovedne citate, kajti zdelo se mi je zanimivo in izkušnje kažejo, da včasih z nekim citatom človeka, akterja oziroma sogovornika, ki ga obravnavaš, pove še več. Začelo se je tako, da je bilo vprašanje, odkot vse so prišli dijaki na srednjo pomorsko šolo. In tukaj sem že v štartu vedela, da bo odgovor, da bo ta citat vključen v knjigo, kajti z njim sem tudi nastopila na zborovanju slovenskih zgodovinarjev v Ljubljani in ga bom kar prebrala, ker na pamet ga ne znam povedati. Je pa to citat Lojzeta Maruška, ki je pisal v Slovenski Jadran, ko je predstavljal pomorsko šolo, in takrat je dejal, da so dijaki prišli iz Kranjčevega Prekmurja, iz Prežihove Koroške, iz vinorodne Štajerske, črnih trboveljskih revirjev, sončne Bele krajine, iz gostoljubne Dolenjske in na videz vase zaprte Gorenjske, iz dežele dobrovoljnih Kraševcev in vseh krajev Slovenije. Pravi, pomorščaki so na pomorsko šolo prihajali iz celotnega slovenskega narodnega ozemlja in to kažejo tudi njihovi almanahi. No, in ta citat je potem potegnil idejo citatov še za vsa ostala poglavja. Kako jih bomo uporabili, kaj bomo izpostavljali, je pa seveda ideja in pa delo Mateje Tomažinčič. Na koncu knjige je tudi tabela plovbe Jolande Gruden in pa
in pa Save Kaluža. Idejo za to tabelo oziroma tudi neko osnovno oblikovanje je pripravil že Andrej Lovšin, ko mi je pripisal oziroma tabelo orisal plovbo Jolande Gruden, in ker se mi je zdelo to tako zelo dobro, sem potem jaz še sama za sabo to postorila. Vse podatke, ki so pa manjkali, se pa tukaj moramo zahvaliti tudi gospodu Borisu Vidmarju iz Splošne plovbe Portorož, ki je poslal še določene podatke. In kar je zelo, zelo zanimivo, na koncu sem želela tudi malce aktualizirati situacijo in povedati, kako je z ženskami in morju danes, pa mi je poslal tudi seznam in pa število pomorščakinj, ki so bile zaposlene sploh kdaj na Splošni plovbi, in moram reči, da sem bila celo malce presenečena, kajti v vseh letih, odkar je bila Splošna plovba ustanovljena, to se pravi od leta 1958, ko se je štelo kot prvo pomorščakinjo Savo Kaluža, ker je plula na ladjah obalne plovbe, pa do danes je na ladjah plulo vsega 25 žensk. 25 žensk, v glavnem so bile to kadetinje, ki so potem iz različnih razlogov plovbo zapustile, se zaposlile tudi v drugih pomorskih podjetjih in danes tudi tam še delajo. Vendar pa moramo tukaj poudariti, da to ne velja samo za ženske. Da ta trd, mislim, da je verjetno zelo trd in tako zelo, zelo specifičen pomorski poklic, namreč izloči oziroma prepreči plovbo tudi številnim moškim, ki se odločijo za lažje oziroma malce bolj zagotovo življenje na kopnem, se sicer na drugačen način ukvarjajo z morjem, vendar to ponovno dokazuje, da je vendarle težko. Čeprav Svetovna pomorska organizacija zelo propagira oziroma podpira zaposlovanje žensk v pomorstvu. V ta namen je razglasila leto 2019 tudi za pomorsko leto žensk v pomorstvu, pa celo štipendira, pripravlja različne šolanje in tako naprej. Se seveda to število primerno veča, vendar kakor pričajo nekatere zaposlenke na morju, predvsem v tujih državah, pri nas jih dejansko ni, pa so razmere še vedno dokaj slabe, predvsem si pa upajo tudi še o marsičem. Samo še to, na koncu knjige so seznami literature, so seznami virov, so seznami vseh tistih, ki so na kakršenkoli način pomagali in ki so posodili gradivo. Zdaj vidim še, ko smo se ponovno priključili, še nekatere, ki so se nam priključili tudi na reki. Ninkša Mendeš iz Pomorskega muzeja, ki nam je celo poskeniral sicer za kasnejša leta, cel pomorski dnevnik in nam na ta način pomagal ustvarjati to zgodbo. Tako, zelo na kratko je to. Tako da se vam zahvaljujem, ker ste poslušali. Če bodo potem na koncu vprašanja, bom seveda z veseljem odgovorila. Zdaj, če lahko jaz napovem, ali boste vi, Franko, Matejo Tomažinčič, da pove, kako in na kakšen način je knjigo zastavila ona, oblikovno, in kako je knjiga nastajala. Lahko, kar jaz povem? Lahko. Okay. Ja, sej, Nadja, ti si že tako lepo povedala na dolgo in na široko, jaz bom precej krajša. Kot si omenila, vedno naše sodelovanje se začne tako, Nadja reče, delale bomo knjigo, in potem si jaz začnem že vse predstavljati, in jo vprašam, kaj pa imamo. In je rekla, zdaj tokrat pa imamo res krasne fotografije. In sem rekla, odlično. In potem, ko smo začeli skupaj gledati te fotografije, je to bilo
nekaj neverjetnega. Sem rekla, pa to so filmske fotografije, to bomo naredili res pač nekaj čudovitega in tako je tudi bilo, tako je. Tako da začeli smo z tem naborom fotografij. Jaz sem si seveda že vse to predstavljala, kako bo, potem sem povedala Nadi, da bi pač rada naredila eno lepo žensko zgodbo, ne, se malo odmaknila od tega moškega sveta in se je strinjala, tako da smo bile na isti ladji, bom rekla, glede tega. Tako da smo se hitro ujele in naše delo se je začelo prvič online. Tudi to je bilo prvič. Vse je potekalo preko Zooma, smo mislili, da bo težko, na začetku smo se pač lovili, ampak potem je šlo in se je izkazalo v bistvu, da je kar praktično bilo. Tako da jaz sem te prečudovite fotografije lepo umestila, razporedila, zraven dodala neko eleganco, neko pač ženstvenost. Hotela sem obdržati pač elegantno in bi rekla light knjigo, da ne bi bilo nič, kako bi rekla, temnega, težkega, tako da sem pač, mislim, da mi je uspelo to narediti. Kot je že povedala Nadja, je knjiga razdeljena na glavna poglavja, ki se pa lepo se je išlo to, da smo za vsako poglavje dobili prekrasne pokončne fotografije, kjer sta obe, in Sava in Jolanda na njih, tako da so taki čudoviti meniki teh pač poglavij. Vsako podpoglavje ima tudi svoj citat, se pravi, je tudi vsebinsko lepo povezano. Tako da jaz mislim, da sem pač ujela to žensko eleganco v tem moškem poklicu in zdaj vsa ta digitalna zgodba in vse to, kar se zdaj pač pogovarjamo in smo na spletu, jaz upam, da bo to čim prej prišlo tudi v fizično, se pravi, da boste vsi dobili to knjigo v fizični obliki, da jo boste lahko pač tudi na analogen način doživeli in jo pregledali. Tako, to je to z moje strani. Hvala, Mateja. Mateja je dokaj skromna, vendar bi rada sama povedala, da so njene ideje seveda tudi izbor barv, da tudi barva rdeča, modra in pa bela, ki prevladujejo v knjigi, ne nastanejo kar same, da je bilo treba to domisliti. Domislila si je tudi izjemno lepo zapis Sava in Jolanda, to, kar vidite za njo je če bom pokazala, naslovnica, če je tukaj, če bo mogoče malce bolj se posvetilo, to je napis, ki se posveti in ki spreminja barvo z svetlobo. In ta je od živo rdečega do temno bordo, skoraj da rjavega, odvisno kako knjigo držiš. Tako da, ampak ta naslov je bil za njeno željo pač pripravljen tako in je želela, da je tudi to razpoznavni znak knjige. In to rdečo barvo, ki je bilo vodilo kot za ženske, pokazalo, da se je pa po vsebini tudi nekakšno vodilo socialističnega obdobja po vojni, se vleče tudi skozi celo knjigo, saj je potem želela tiste citate, ki so bili najbolj izpovedni, posebej poudariti, tako da je meni osebno dala še eno delo, da sem jih mogla označiti. In jih je izpostavila in ko knjigo prelistaš, običajno gledalec oziroma bralec najprej pogleda fotografije in pa prebere tudi te rdeče citate, ki stopijo na plan, so pa in niso kar tako nametani, ampak so neko logično nadaljevanje besedila in si sledijo v nekem takem zaporedju. Tako da ne nazadnje je to rdečo barvo povezala tudi s pletnicami in tudi na vsak način želela trde pletnice, kar pa tudi ni vedno samo posebej umevno. Tako da ja, knjiga je lepa in osebno sem zelo zadovoljna. Kako sta pa zadovoljni Tamara in Lida, bosta pa povedali sami. Tamara, boš ti najprej? Ja, dober dan še enkrat vsem, se me sliši? Ja, te slišimo. Ja, torej, lepo pozdravljeni. Jaz bi se najprej zahvalila Nadi, ker Nadja je res naredila ogromno delo.
In resnično nekaj, kar sem jaz že zdavnaj nameravala, da bi ta arhiv, mamin arhiv uredila, zbrala skupaj in tudi mogoče sama kaj o mami napisala, sicer ne tako zgodovinskega vidika, kot je to naredila Nadja, ampak mogoče bolj nekam z osebno noto. In res, da je ta epidemija pomagala Nadji, ampak tudi meni, ker sem tudi jaz takrat delala nadaljavo, tako da sva si z Nadjo lahko vzeli čas in skupaj pregledali, kaj bi prišlo v upoštev za knjigo in kaj ne. In mislim, da je bil ta izbor res dober, čeprav arhiva je bilo, in tudi Nadja je povedala, še ogromno, še za eno knjigo recimo zraven, ne. In tudi to, da je bila... da je Mateja to tako lepo oblikovala, ker jaz vem, kakšne so bile nekatere slike v zelo slabem stanju, pa je na nekaterih slikah bilo tudi nekaj, kar ni spadalo zraven in je to Mateja res znala in tudi te stare dokumente tako predstaviti, da so lepo vidni in oblikovani, potem tudi povečati, kar je bilo treba povečati. Mislim, tako nasplošno se mi zdi, da je bilo res zelo profesionalno narejeno. No, kar se tiče pa samega maminega prispevka k oranju te ledine, lahko povem, da se ona tako bolj po posvetovanju s svojim bratom, torej z Borisom Kaluža, odločila za vpis na pomorsko šolo, ker je bila pač malo posebna ženska. Ona je gledala za tako imenovanimi moškimi poklici, želela si je postati pilotka, pa potem je bila za to prenizke postave in se zaradi tega za pilotstvo ni odločila. In potem, ko je prihajal Boris domov in je tako navdušeno pripovedoval o pomorski šoli, je potem tudi ona se odločila za to in prišla tudi ona v Žusterno. V tistih časih je bilo res, danes si ne predstavljamo, kako je bilo težko takrat že samo bivanje v Žusterni, ne, z vsem pomanjkanjem, ki so ga občutili v tistih časih. In mislim pa, spomini, ki jih je ona imela na samo šolanje, so, lahko povem, eno tako anekdoto, večina teh, mislim, vsi so takrat prihajali iz italijanskih šol, ker tudi mama do 45. leta obiskovala italijanske šole. Sicer mama je imela srečo, da je imela doma učiteljico, ki je vedno strašno pazila, da so pravilno govorili, mama je tudi rada veliko brala, tako da slovenščino potem od 45. naprej, tudi v gimnaziju v Postojni, ni imela hudih težav. Medtem, ko njeni sošolci v Žusterni in Piranu pa ja, tako da mi je pravila, kako je bilo, ko so pisali prvo slovensko šolsko nalogo in so dobili vse popravljeno, vse je bilo rdeče in samo njen sošolec, ki je sedel zraven nje, ni imel nič popravljenega, samo spodaj je z rdečim pisalo obupno. In on je rekel, poglej, vidiš, jaz pa imam vse pravilno, ker ni razumel, kaj pomeni obupno, da bi morala mama razložiti, kaj pravzaprav pomeni beseda obupno, da profesor tega ni niti popravil, ker je bilo tako grozno. Ampak seveda, to so bile začetne težave, potem so tudi ti dijaki premostili in bili ravno tako dobri tudi v slovenščini, kot v vseh drugih predmetih. Potem pa, ko se je odločila za to, da bo šla prav na ladjo, je sama opisala tisti dogodek, ki je v knjigi tudi opisan, kako je bilo težko, ko je cel dan hodila po reki in se ni mogla odločiti, da bi šla na ladjo, ker je bila tako strašno pod takem v zadregi pravzaprav, kako bo to opravila, kako jo bodo sprejeli. In je zaradi tega čakala na večer, prišla na ladjo, ko je bil že čas za večerjo, večerjo preskočila in šla direktno v svojo kabino in potem šele naslednje jutro, ko se je zbudila, je šla na zajtrk, vsi so gledali samo v svoje krožnike, nihče ni ničesar rekel in potem, ko je končala z zajtrkom in odprla svoj prtiček, je našla na njem napis dobrodošla in to je nekako se je odkotalila tista skala srca in je razumela, da je s tem prebit let in da bo zmogla vse to. No in potem o svojih spominih na čas, ko je plovila, je vedno lepo govorila in mislim, da ni imela kakšnih večjih težav, zato ker je bila ženska, ravno nasprotno.
rekla je, da marsikaj je kakšen moški postoril namesto nje in da v glavnem je bila vedno, odnosi so bili korektni in spomini na to obdobje so bili zelo lepi. No, kasneje, potem, ko se je zaposlila na Splošni plovbi, seveda direktno samo plovbo ni imela opravka, je to delala v pisarni, ukvarjala se je z potniško službo, tako da je skrbela za potnike. Takrat je imela Splošna plovba tudi še kabine za potnike in tako da je bilo tudi to delo všeč, ker je spremljala, skrbela za te potnike in tako da je ostala povezana tudi preko njih z morjem. Drugače se pa vedno potem z velikim veseljem udeleževala vseh teh srečanj, ki jih je organizirala njihova šola ob obletnicah, pa tudi recimo Splošna plovba ali Pomorski muzej, tako da se je rada spominjala. Celo na koncu je rekla, jaz bom tudi šla na ta srečanja oblečena v svojo uniformo, ampak potem tega ni nikoli uresničila, tako da je zdaj njena uniforma v muzeju. Toliko z moje strani. Hvala. Alida, zdaj pa še vi. Lepo pozdravljeni. Jaz bi tudi z nekaj besedami, gospa Nadja je že veliko povedala, tudi jaz se ji zahvaljujem za čudovito knjigo. Ob tej knjigi sem začela veliko premišljati o mami kot o pomorščakinji, ker prej sem mamo poznala kot mamo Joli in to je bilo samoumevno. Mama je vedno bila ena konstanta v najinem življenju, mojem in sestrinem, tista, ki je držala po konci vse 4 vogale hiše. Poročila se je za pomorščaka, kateri je bil tudi veliko odsoten od doma, ampak je vedno imel pomembno vlogo, ker pri vseh pomembnih odločitvah je bil navzoč, tudi če ga ni bilo. Skozi to knjigo sem malo začela premišljati in sem se spraševala, zakaj se je mama odločila za ta poklic. Mislim, da je odgovor večplasten. Nekaj je na tem, kar je Nadja povedala, da takrat novo ustanovljena šola je iskala, oziroma profesori so iskali verjetno neka reklama za to šolo je bila tudi na Postojnski gimnaziji, kjer je mama nadaljevala šolanje. Vendar mislim, da je tudi že povezana z morjem. Njen rojstni kraj na Brežina, na Bregu, ampak je zelo povezan s kamnom in z morjem. Znanje je po ribištvu, tam so lovili v čupah, tudi lovili tune, a ne, pa po kamnolomih. Mislim, da je ona že iz otroštva nekako gojila to ljubezen do morja in je tudi to nekaj, kar je pomagalo pri njeni odločitvi. Da se je po zaključeni Postojnski gimnaziji, ki jo je rekordno hitro opravila, v enem letu je končala 3 razreda, potem se je odločila za pomorsko šolo, pomorsko akademijo. Mislim, da se je tudi o tem pogovarjala s sošolko in prijateljico Nedeljko Kacin, katera se je potem drugače odločila in postala znana gledališka igralka, prevajalka in pisateljica.
Mama pa je ostala zvesta svoji odločitvi in se odpravila iz hladne Postojne v Piran. Opravila je diferencialni izpit, tako da se je takoj upisala v drugi letnik in tukaj se je začelo prijateljstvo najinih mam. Iz tega obdobja je tudi nekaj takih duhovitih ali pa pripovedovala je o kakšnih duhovitih dogodkih. Eden takšen se je zgodil, ko je živela v Piranu, ko se je šola preselila iz Žusterne v Piran, so dekleta menda živela v nekem stanovanju kot je moja teta Dori rekla, prijazne gospe Istrijanke, ki je govorila v italijanščini. No, in tja jo je obiskovala njena srednja sestra, teta Dori. Ona je prihajala iz Nabrežine in vedno je s sabo nosila prtljago polno hrane. No, to hrano so si pol med seboj razdelili vsi sošolci. In en takšen dogodek je bil, ko je tudi Jelisava, to je ta tretje dekle, katero se je vpisalo na šolo za Savo in mamo, bivala v tem stanovanju. No, povabili so nekega sošolca, ta je vesel prišel na vrata, ker je pričakoval dobro pojedino. Pričakala ga je stroga guvernanta, to je bila Jelisavina mama, katera se je maskirala v guvernanto, Jelisava pa se je skrila pod kavč. Fanta so posedli na kavč in bilo mu je zelo neudobno, ga je nekaj špikalo. To je seveda bila Jelisava, katera ga je slamko ali z iglo špikala izpod kavča. No, po nekem času, brez da bi dobil dobro pojedino, se je odpravil k stran, ker ni zmogel več. Mama je ostala nekako celo življenje povezana z Mori na tak ali drugačen, oziroma tak ali drugačen način. Seveda to, kar je Nadja povplovila kot kadetka, nekaj časa tudi skupaj s Savo. Na tej ladji je bil komandant gospod Dvorski, Emanuel. On je bil ne samo kapetan dolge plovbe, ampak tudi pravnik oziroma pozneje profesor pomorskega prava na pravni fakulteti, dekan. Sodeloval je tudi pri Združenih narodih. Z mamo sta nekako ohranila tudi neke stike. Bil je pravi gospod. Na ladji, ko je dajal ukaze, to je vedno bilo s prosim, ali lahko to naredite, tako da so mu sami oficiri povedali, da naj neha s prosim, pa naj ukaže, naredi to, ti pa naredi to. No, mama je ostala povezana s Savo, tudi pozneje kot s pomorščakom. Moj oče je bil tudi dolga leta komandant na ladjah. Takrat je potem ona plovila, ko je prihajala k njemu na ladjo, ne več kot pomorščakinja, ampak kot žena pomorščaka.
Ostala je povezana tudi z vsemi sošolci in se je rada družila z njimi, ko so bile obletnice mature, ko je bila pa kakšne druge prireditve. Eden njim je postal tudi družinski član. To je Spetič Andrej, katerega sva sestro poznali kot strica Marja, ker se je poročil z njeno srednjo sestro, teto Dori. Spoznala sta se med tem obiskovanjem mame, ko je prihajala k njej na obisk. Takrat je bila 15-16-letna. No, tudi mi smo sestro povezani s pomorstvom. Sestra je poročila tudi pomorščaka, kapetana dolge plovbe, Valneo Petaros, ki je dolga leta plovil na jugoliniji, sedaj na splošni plovbi. Moj življenjski sopotnik je tudi končal pomorsko šolo, Dari Barile, kot strojni tehnik. Sicer potem je kratek čas plovil, ko je bila ta šolska praksa. Tako nekako, ja, mož od sestre je tudi zamejski Slovenec po očetu. Pa stanoval je v Kostreni, katera je rojstni kraj od mame. Tako da nekako v njenem življenju se stalno nekaj povezuje. Kraji, morje, ljubila do konca življenja, vsaj tako, da je hodila na plažo se kopati. Do zadnjega. Tako. Mama se je rada družila. Rada ima dobro knjigo, gledališče. To ljubezen je prinesla tudi nam. Rada je, no, vse, kar je počela, je vnašala veliko ljubezni. Tako da je, lahko rečem, pri vsem bila uspešna. Tako spomini nanjo, pa naše otroštvo, mladostništvo, spomini nanjo so lepi. Veliko najinega otroštva sva sestro preživeli v njenem rojstnem kraju in tam se seveda družili sorodniki, prijatelji. Tako. Mogoče sem prav gotovo še kaj pozabila, ampak na kratko bi to bilo tako. Še enkrat iskrena hvala za veliko delo, ki ga je opravila Nadja. Občudujem to, ker je tako z marljivostjo povezala dve življenjski zgodbi in z ogromnim raziskovalnim delom, ki ga je opravila v čudovito celoto. In knjiga je posvečena pravzaprav vsem ženskam, ki so vstopile v moški svet pomorščakov. Hvala. Hvala, Nadja. Zdaj, glede na to, da imamo med redkimi moški, ki so prisotni, imamo pa tudi predsednika Združenja poveljnikov in upraviteljev Slovenije, Đorđa Ribariča, ki se mimogrede pojavi v eni od slik, ki smo jih videli, zelo mladega. In zdaj bi mogoče vabil prav Đorđa, naj nam pove, kakšna percepcija je med moškimi poveljniki, kapitani, pomorščaki, glede navzočnosti žensk. Čeprav ni zelo številna, ampak danes ni več tabu tema. Mislim, imamo celo poveljnice, imamo izjemno sposobne pomorščakinje, so še vedno v manjšini, ampak včasih je bil ta predsodek zelo zakoreninjen. Kako se gleda z vaše strani, recimo moškega dela pomorstva,
na ta pojav, ne, in na ta led, ki sta ga prebili prav Jolanda in Sava. Dober dan vsem, še enkrat prisrčne čestitke vsem prisotnim gospem in gospodičnam. In lepo je, da smo to knjigo prav danes predstavili. Malo me žalosti, da včeraj noben ni nič omenil in niti v petek, kadar je bila nekakšna svečanost dneva pomorstva, smo spet ostali, kot je znano, v najslabši luči. Pomorščakov se sploh ni omenilo. V vezi konteksta, ki Franka sprašuje, tako, jaz se spomnim dolga leta nazaj, ko sem bil še za drugega, potem še za prvega častnika krova, je bila pri nas ena punca Spličanka, Džana Fijo, ki je bila tudi ona za druge oficirja, na kar pri nas tudi, govorim na splošni plovbi, za prvega častnika krova in je bila zelo spoštovana med posadko. Ni bilo nobenih pripeti ali da bi nekdo šikaniral te stvari, ne. Kar je bilo zelo lepo, ker tudi oficirski kader je smatral enakovredno članico posadke in enakovrednega oficirja. Zelo je bilo tudi odvisno od poveljnika in ostalih, kako so se postavili. Mi smo pa imeli prevelikih problemov s tem. Z mlajšo generacijo, recimo, ki je potem tudi postala poveljnica Blanka Margarit, ona je bila zelo močna ženska, res morali se jo poslušati, ker pač je bila včasih bolj agilna kot mi moški, je bilo lepo in tudi ni imela nobenih problemov. Nažalost, potem se je odločila tudi, da je delala na podjetju, na tehničnem sektorju, od tam se pa izbrala drugo pot. Šla je čez neke druge poti v Singapur, kjer je bila tudi poveljnica na teh velikih remorkerjih, tako zvanih supplierjih, kar je zelo lepo, da imamo tudi velik razpon ljudi, ki so na teh vseh drugačnih ladjah, ne kot smo bili navajeni samo na polpotniških ali pa tovornih. Tako da tudi naše punce so prebile ledino in so bile tudi poveljnice na takih in drugačnih ladjah. Sedaj imamo še eno Urško Weber, ki je tudi zaključila pri nas na splošni plovbi oziroma Gen Shippingu kot prva častnika krova, sedaj pa pluje na Karnivalu tudi kot častnica na velikih potniških ladjah, ne vem pa točno v katerem domenu, ali kot drugi oficir ali kot prvi častnik krova, to pa res ne vem, ampak je zelo pohvalno, da so naše punce zelo v redu in agilne in so se prebile z svojim znanjem in tudi s postavo. Tako da niso bile, tako bi rekli mi, mekužaste. Bile so res močne ženske, dobrega karakterja in so se tudi v svetovnem merilu, kot vidimo, postavile na bok ostalim, tudi ženskam. Kar lahko povemo, Danska ima poveljnico na teh velikih potniških ladjah. Tudi ena Angležinja je bila na P&O-u prva poveljnica, to so ladje, ki imajo po 3000 potnikov. Mi smo pa tudi zelo blizu njim in lahko štejemo, da smo obok tem ljudem. In hvala našim predstavnicam ženskega spola, ki so se tako dobro uveljavile v pomorskem poklicu in v poklicih, ki so blizu pomorstva. Na teh stikah, ki se omenil, je bila po moje 15. obletnica splošne plovbe in sva mi dva z pokojno kapitanico Savo dobila tudi neko priznanje.
Lepo je, da sem tudi jaz na sliki. Zahvaljujem se res vsem in hčerkam, ki so res dali toliko teh slik in vsega materijala, da je lahko Nadja res to knjigo lepo predstavila. Zahvaljujejo se tudi naši tudi starejši kolegi, ki so knjigo kupili in so zelo pohvalno povedali za Nadjo in za vse ostale, ki ste pač sodelovali v tem zbirki in predstavili te knjige. Zahvaljujem se še enkrat Nadji, Pomorskemu muzeju, direktorju, vsem prisotnim, ki ste bili res enkratni v predstavitvi te knjige. Hvala vam, hvala pomorščakinjam in strumno naprej, punce, in upamo, da bomo tudi mi enkrat bili malo boljši, da bomo lahko tudi za naše pomorščakinje in pomorce nekaj boljšega naredili, ker zdaj v 30 letih nažalost se ni naredilo nič. Še enkrat, čestitam vsem dan žena, uživajte v tem dnevu, ki se ga nažalost samo enkrat na leto spomnimo, kar je tudi zelo slaba popotnica moškemu svetu, ampak upajmo, da se bo to enkrat tudi spremenilo. Najlepša hvala še enkrat, strumno naprej in hvala za sodelovanje. Lep dan. Hvala, Đorđo. Zdaj tako, jaz kot moderator sprašujem, ali je še kdo, ki bi kaj prispeval, povedal? Evo, Alenka Čuk iz Postojne, ne? Postojnskega muzeja. Zvočnik. Moram najprej priklopiti, ja. Drži, iz Notranjskega muzeja prihajam in vas vse skupaj seveda lepo pozdravljam. V prvi vrsti mojo kolegico Nadjo, skupaj sva študirali, ki ti, Nadja, iskreno čestitam za lepo delo in seveda nič manj pa tudi vsem ostalim, ki so ti stali ob strani in pomagali tako z gradivom, kot tudi z vsemi informacijami. Ob tem naj posebej pozdravim Tamaro, ki sva se poznali v mladih letih. Upam, da se bova videli tudi tukaj v Postojni. Res si želim, z Nadjo sva že dogovorjeni, no in da bi enkrat v poletju, ko bomo to epidemijo nekako prebrodili, morda predstavili knjigo tudi v Savini Postojni, tukaj na našem muzejskem dvorišču. Toliko in še enkrat vsem skupaj čestitke. Hvala. Kolegica Alenka, še kdo? Ja, moram. Imamo kar nekaj. Verena, Ljudmila. Verena, prosim. Ja, kaj naj rečem, čestitke, izjemno delo, tako smo že na začetku poudarili. Piranski muzej je resnično pomembna inštitucija, ki utrjuje dejansko značaj Slovenije kot pomorske države. In apeliram na vse, da res prispevajo k temu splošnemu javnemu mnenju, da postane ta državna inštitucija. Tako, Nadja, res s ponosom. Hvala. Najlepša hvala, Verena. Ja. Gospa Ljudmila, ste se javila tudi? Ja, sem Ljudmila Bezlaj-Krevelj, imam pa samo nekaj vprašanj. In sicer tudi mene zanima kot drugega gospoda tukaj prisotnega, koliko študentov iz italijanskega zamejstva je od leta 1947 do danes obiskovalo piransko šolo. Lahko mu odgovorim, da tega števila v knjigi ni, ampak zanima, je pa navedeno, da so prišli tudi iz italijanskega zamejstva na to šolo, ampak ne vem pa, koliko bi jih bilo. Verjetno tega podatka najbrž niste ugotovili. Pač pa imam vprašanje, čisto taka tehnična. Jaz sem knjigo temeljito prebrala, ker me je izredno zanimala. In sicer, ko se je Sava ukrcala na ladjo Bled, last pomorske
piranske ladijske plovbe, se je tja vkrcala kot ladijska komisarka na delovnem mestu ladijske komisarke, piše pa kot ladijska gospodinja v sklopu belega osebja. Kaj to pomeni? A je bilo črno osebje in belo osebje na te ladji ločeno? Ali pomeni to kaj drugega? Mislim, čistko, ker sem se zelo poglobila in me je zanimalo, me zanima tudi to. Đorđo, lahko ti? Prosim? Če lahko Đorđo odgovori kot največji poznavalec življenja na ladjah? Upam. Tako. Res, gospa Sava je bila komisarka. V tem času je bil Bled, Bohinj in Bovec, so bili 3 potniško-tovorne ladje, ki so prevažale več kot 50 potnikov. S tem smo morali imeti vse službe. Ena od tega je bila tudi komisarka, ki je to vse skupaj nadzorovala in vodila. Belo osebje se pač govorilo o tem, zato ker pač natakarji, kuharji so bili vedno v belem oblečeno in zato smo jih imenovali vedno belo osebje. Ni bilo nobenega drugega pač sistema, da smo se vedeli, kdo je kdo. Ampak drugače pa ni bilo nič neke, da bi rekli, da bi bila ta beseda žaljiva ali pa nekako drugorazredna. Vsi so bili pomorci, vsi so bili pomorščaki, člani posadke te ladje in pač to je bilo to, da se je vedno kdo kjam spada. Smo imeli recimo belo osebje, strojnike, nautike in to je to, to je bil pač ladijski žargon. In iz tega žargona je to nastalo. Vendar se mi zdi poklic, dober, komisarka, ampak gospodinja, ladijska gospodinja. Kaj je počela na ladji ladijska gospodinja? Končno je bila ona poročnica trgovske mornarice. Tako je, gospodinja. Ona je bila recimo kot en direktor restauracije, ker ona je nadzorovala kuharje, natakarje in vse skupaj. Plus tega je pa bila odgovorna za vso dokumentacijo potnikov. Torej gospodinska, vodja gospodinstva. Direktor restauracije, bi lahko rekli, ali pa direktor majhnega hotela. Ona je bila zavržena za vse to in je morala reportirati poveljniku, pač kaj se dogaja na dnevni bazi. Vodja gospodinstva na ladji, če prav razumem. Potem imam pa še eno vprašanje. Jolanda se je vpisala oktobra na šolo, Sava 1. marca, obe istega leta. Potem pa mi ni čisto jasno, tako v knjigi kot danes sem poslušala hčerko, da je morala narediti diferencialni izpit, da se je vpisala v 2. letnik in tako pridružila Savi. Da mi pa ni čisto Savi, ni čisto jasno, da je šla v 2. razred, je preskočila en razred, ali je to bil, ker iz knjige to ni čisto natančno razvidno, čeprav je tudi tako povedano, ali je ona preskočila in je bila sošolka z Savo in je en letnik preskočila, samo potem sta pa obe ravno eno leto narazen maturirale. To se pravi, da to ni preskočila letnika, ampak je bil to samo razreda, 2. letnik kot v 2. letnik, ampak je šla samo v 2. šolsko leto. Tako, kot je povedala tudi hčerka, je gospa Jolanda končala gimnazijo in je prišla iz 2. šole, zaradi tega na gimnaziji ni bilo določenih predmetov. Iz tega je razvidno, da je gospa Jolanda morala narediti diferencialne izpite, da se lahko prekvalificirali v pomorstvo. Se pravi, to je bila nautika, pa ladjedelstvo, stabilitet in tako. To se nam je tudi dogajalo kasneje, kadar je bilo pomanjkanje kadra,
že v mojem času, smo prevzeli iz ostalih srednjih šol in naredili 6-mesečni tečaj za preusmeritev določenih ljudi in iz gimnazije in iz ostalih poklicnih šol v navtike in kasneje pa tudi nekatere v strojnike. Tako da so imeli samo strokovne predmete, ki pač niso bili na gimnaziji ali nekje na drugi šoli, in tako se je tudi gospa Jolanda prekvalificirali iz gimnazije do pomorsko šolo s temi verjetno, recimo, zdaj se govorim na pamet, mogoče 3 ali 4 predmeti. To je pa mogla ona pač narediti. To prekvalifikacijo s tem je naredila. Naknadno se pa vpisala v drugi letnik, v tem času je pa bila že Sava v 3. Zaradi tega je šlo, Sava je pa začela direktno pomorsko šolo in zaradi tega se nje ni trebalo prekvalificirati. Ali niste bili obe iz Postojnske gimnazije? Ja, lahko jaz. Ja, prosim. Ja. Obe sta bili iz Postojnske gimnazije. Res je naredila te diferencialne izpite, vendar je bila Sava uradno 1 leto pred njo. S tem, da je ta Savin prvi letnik trajal vsega skupaj 3 oziroma 4 mesece. To se je štelo za prvo šolsko leto 46-47. V tem letniku je bil tudi Boris Kaluža. S tem, da je potem Boris Kaluža postal sošolec Jolande Gruden, to se pravi, ni naredil enega izpita in je moral dejansko ta prvi letnik, ki je trajal 3 mesece, ponavljati pa po celem letu. Tako da drugi letnik, druga generacija je začela oktobra 47, v njej sta bila Jolanda, vendar pa so vse zadeve, imeli so ločeno, to je jasno razvidno tudi po spričevalih in tudi po dnevnikih in pa matičnih listih, ki jih hranijo v Pokrajinskem arhivu v Kopru. Ampak vse te šole, vsi ti dijaki so pa dejansko skupaj hodili v šolo, nekako prakso izvajali skupaj in tudi to šolsko potovanje, eno in drugo so izvajali skupaj. Kar se pa tiče mature, je Sava maturirala konec avgusta 49, ni maturirala junija, zato ker je bila hudo bolna, zbolela je in je morala prositi Pavška, če se lahko vrne ponovno v Piran, tako da je potem maturirala avgusta. Jolanda je pa normalno maturirala leta 50, 22.6., enako kot Boris, Dobrila in pa ostali, tisti, ki so bili leto dni mlajši. Tako da glede na to, da sta bila pa to prvi 2 generaciji, ki sta se kasneje tudi med sabo zelo družili, skupaj praznovali obletnice mature, ne glede na to, ali so maturirali pol meseca prej ali eno leto kasneje, sem jih nekako tudi tako vodila v tem seznamu dijakov. In če ob tej priložnosti govorim še gospodu Cakariji, ki je vprašal tukaj v zapiskih, če je razvidno, koliko je bilo dijakov na pomorski šoli iz zamejstva. Številčno vam ne znam povedati, ker v bistvu bi morali skozi, lahko bi naredili tudi to raziskavo, kajti vsaj za te prva leta so ohranjeni matični listi in pa redovalnice in zapiski v Pokrajinskem arhivu v Kopru. Vsekakor pa v teh prvih 2 letih tudi je tako, da pri nekaterih smo uspeli sicer razbrati kraj rojstva, pri drugih ne, ampak zagotovo poleg Jolande, ki je prihajala iz Nabrežine, Sava je prihajala sicer iz Postojne, vendar njeni predniki so bili, mama njena je bila iz Trsta, iz Svetega Ivana. Potem je bil tukaj Jordan Zahar iz Doline pri Trstu, ki je tudi dejansko na podlagi njegovega življenja je Miloš Ivančič pisal knjigo Peruti tržaškega aboriđina in ki tudi citira tako Jolo kakor Savo. Potem je bil tukaj Spetič, ki sicer naj bi bil iz Divače, oziroma iz Selerna Lida. Bili so potem recimo
Kasneje sta bila recimo dijaka pomorske šole tudi Bruno Volpi Lisjak, ki je menda ravno včeraj praznoval visok življenjski jubilej, in pa Franko Košuta, oba ustanovitelja in pa tista, ki razvijata ribiški muzej v Svetem križu pri Trstu, in verjetno še kdo. Na podlagi objav Srednje pomorske šole bi se verjetno ta seznam dalo izpopolniti in tudi določiti neko število. Vsekakor pa te prve generacije, predvsem do leta 1954, tisti, ki so se vpisali, dokler ni prišlo do meje med Italijo in Jugoslavijo, dokler svobodno-tržaško ozemlje ni bilo ukinjeno in dokler se ta meja ni zaostrila. Kajti ves čas so, vsaj v tem obdobju, ko sta dekleti deli računali, da bo vendarle to področje nekako povezano, da ne bo med njima neke stroge ločnice. Hvala lepa. Saj to sem zelo natančno razbrala iz knjige. Danes me je zmedlo predvsem, da bi šla zdaj kar v drugi letnik. Pač pa, namreč imela sem sošolca, ki je šel po mali maturi, takrat smo imeli po 4 razredih nižje gimnazije, na pomorsko šolo. Ko sta Jolanda in Sava hodili, kot mi je znano, je bila nižja gimnazija 3-letna. Zato sem mislila, če je bilo morda zaradi tega treba narediti kakšen izpit več. Lida, tako bom rekla, zdaj dejansko prav te povezave, kako je potekalo šolstvo, to morda bi celo Alenka Čukova znala več povedati, ker je zagotovo raziskovala tudi Postojnsko gimnazijo, oziroma Vlasta Beltromova, ki je raziskovala in pa pisala o šolstvu na Primorskem. Jaz sama nisem obdelovala. Jaz sem se tukaj zanesla pač na pripovedi oziroma življenjepise samih pomorščakinj in tisto, kar so arhivi oziroma kar so viri lahko dali. Točno kako in kaj je bilo, ne vem, vsekakor pa je bilo ugotovljeno, da je ta Postojnska gimnazija, ki je bila, mislim, da prva taka na tem področju in to v slovenskem jeziku, pritegnila številne dijake prav iz zamejstva oziroma prav iz Primorske, kajti tukaj treba še enkrat poudariti, da celotna generacija, ki jim je bila ukradena, jaz pravim, tista temeljna človekova pravica do izobraževanja v maternem jeziku. To se pravi, celotna Primorska je od Gentilijeve reforme od leta 1924 naprej se izobraževala v italijanščini. In glede na to, kako se je potem, recimo Jolanda, jaz sem, ko sem brala njen dnevnik, tudi rekla, kako lepo piše v slovenščini. Sama to lahko toliko bolj trdim, kajti moja oba starša sta bila ravno tako malce starejša, ampak približna generacija, oba hodila v italijanske šole in tukaj bom ponovno rekla, ker mi je oče rekel, ona dva potem namesto v šole sta morala iti delati, je rekel, še dobro, da sploh znam kaj pisati in pisati v slovenščini. Toliko slovenskih šol, kot sem jaz obiskoval, niti 1 uro. Tako da želim povedati, jaz sem tukaj želela bolj poudariti pomen gimnazije in pomen šolanja v Postojni in zakaj so vsi tisti, ki so prihajali, ki so se zavedali pomena šolstva, dejansko verjetno zagrabili neko novo šolo, neko možnost razvoja, imeli so verjetno neko močno vizijo, kajti marsikomu, ki je prihajal iz drugačnega socialnega okolja, predvsem recimo tisti, ki so bili iz kmečkega in tako naprej, te možnosti niso imeli. Zato v to, ali je bilo par mesecev prej ali ne, tega pa žal, tukaj tudi ti ne morem odgovoriti, ker enostavno tega jaz nisem obdelovala. Hvala lepa. Saj zdaj mi je vse jasno. Je jasno. Ja. Dobro. Hvala. Glede na to, da se čas izteka in nekateri so nas že pozdravili, čujem, če je še kdo si želi mikrofon.
Če ne, se bomo počasi poslavljali. Dovolite, da se še enkrat zahvalim vsem, ki ste se... Mogoče bi jaz še. Mitja Lamut, bi še nekaj povedal, seveda. Veselim. Ja, pa se vidi, sliši. Ja, še enkrat, čestitke avtorici in seveda tudi Pomorskemu muzeju za to prekrasno delo. Moram reči, da sem ga, takoj, ko sem ga dobil, sem ga prebral od jutra do večera, enkratno gradivo, res perfektno. V knjigi me je edino začudilo, kar tudi jaz nisem bil seznanjen s tem, o tej ukinitvi pomorščakinj v tistem času. Moram reči, da nikjer nisem iz poznavanja te literature, res, tako kot je rekla gospoda Trčonova, nekega akta, nekaj takšnega zasledil o tej ukinitvi pomorščakinj. Spomnim se iz tistega časa časopisov in tako dalje, so bolj poudarjali te ruske pomorščakinje, poljske, danske, nizozemske, tako neki izjemni primeri, ampak da je pa v Jugoslaviji to prenehalo, pa je mogoče še stvar, da razčistimo. Pa mogoče bi še to rekel, v tistem času dejansko so, bi rekel, dali poudarek v odnosu do žensk, tudi v teh podjetjih, če gledamo te dve ladje, oziroma te ladje, na katerih so služile te dve naši junakini, to ste bili v bistvu novi ladji, perfektni ladji, ne samo Titograd, kot je rekla Trčonova, ampak tudi Hrvatska. To je bila v bistvu najnovejša ameriška ladja, ki je pri Dubrovniku naletela na mino in posadka zapustila in potem je vsem tem tovorom krompirja, ki je bil namenjen za Jugoslavijo, nasedla, tam privignil v Pelješcu in smo jo obnovili, ampak moram reči, da je bila to ladja izrednih sposobnosti, udobnosti in očitno so odgovorni dali poudarek temu, da so te dve punci imeli tudi udobno nadomestitev oziroma udobno plovbo. No, da ne bom dolg, še enkrat jaz čestitam in gospej Nadi in tudi Pomorskemu muzeju. Tudi jaz vam želim, da bi bili državnega pomena, ampak v trenutnem času mogoče najboljše, da ste kar tako še vedno v okviru občine in da ste še tako uspešni, da ne bi kakšne, bi rekel, ideje prevzema takšnega muzeja iz Ljubljane prišle tudi na Primorsko. Ker bodite taki in srečno še naprej. Vsem damam pa čestitam za 8. marec. Hvala, Mitja. Zdaj tako, Nadja, če bi še dve zaključni besedi, povedali bi še to, da knjiga je možno dobiti knjigo pri nas, v muzeju, v nekaterih knjigarnah, zagotovo v Librisu, in naš distributer je založba Buča. Zdaj ne vem, v katerih knjigarnah je možno dobiti, ampak pri njih je možno tudi naročiti, mislim, da imajo tudi en tak popust. Drugače pa mogoče najboljše, Nadja, da vi zaključite to. Čas se izteka. Ja, se izteka počasi. Tako kot pravi direktor, knjiga gre, našla je že veliko svojih lastnikov, očitno se bere in kakor so mi danes moji kolegi iz recepcije in skladišč povedali, imamo relativno majhno število zaloge, tako da ne vem, ali se bomo pogovarjali morda celo že o kakšnem ponatisu ali ne. Vsekakor je knjiga doživela izjemen odziv. To, da bosta dve življenjske zgodbi in ženske zgodbe resnično
zanimive in da boste pritegnili pozornost, sem vedela, ampak da bo pa tako zelo velika pozornost, pa ne. Tukaj se pač moram zahvaliti tudi vsem medijem, ki so tako resnično obširno in tudi zanimivo poročali o knjigi in predvsem se mi zdi zelo zanimivo tudi iz teh pogovorov, kar smo danes slišali, kako vsakdo nekaj v knjigi najde, kar ga začne zelo, zelo močno zanimati. Tako da ne vem, ali bomo mogoče kdaj šli tudi v kakšno drugo nadaljevanje, morda res, kot sem dejala, ženske kot žene pomorščakov ali ne, ampak to mislim, da je bolj kot zgodovinska, je bolj neka sociološka študija. Vsekakor pa za naslednje leto že pripravljamo drugo publikacijo, ki bo pa spet namenjena gospod Lamut ladjam. Tokrat bodo spet ladje v središču naše pozornosti, čeprav moram reči, da mene osebno kot zgodovinarka me je dosti bolj pritegnila zgodba Čpeka. Zgodbe ljudi so veliko bolj zanimive kot samo zgodbe ladij in pa plovil in tako naprej. Vsekakor pa se bomo v našem muzeju potrudili, da bomo delali še naprej dobro. Zahvaljujem se res vsem vam, ki ste danes poslušali to predstavitev, kakor je bilo rečeno na začetku, smo jo posneli in bo tudi dostopna na naši spletni strani, če bi želel še kaj povedati. Morda gospod Andrej Lovšir bi lahko še vas kaj povprašala za zadnjo besedo ali vas pozdravim. Ja, Dan, kako smo rekli prej, od kod so prihajali, jaz bom pa rada pozdravila tja v Ljubljano, pa na Dolenjsko, pa po obali, na Postojnsko, od vse povsod vidim, da ste se priključili. Tako da hvala vam in še enkrat vsi dragi sodelavci, vsi, ki ste pomagali, delali, pisali, risali. Kratka, res hvala, da je knjiga zunaj. Vsem ostalim pa res želim čim več lepih trenutkov, ko boste gledali in pa prebirali to knjigo. In obiščite nas kaj v muzeju, ko bo to bolj možno kot samo 4 ure na dan. Upam, da bomo kmalu v oranžni fazi. Prav, nasvidenje in lep pozdrav. Hvala, Nadja. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje do naslednje knjige. V kratkem bomo imeli spet presenečenje. Ja, hitro. Dobro. Nasvidenje. Nasvidenje. Iskrene čestitke. Hvala. Hvala. In čestitke vsem ženskam. Nasvidenje. Pozdravljeni, ja. Zdaj vas komaj vidimo. Ste bili skriti. Kolegica Bogdana, ja, pa gospa Elika za 8. marec. Naša nekdanja direktorica Pomorskega muzeja. Pozdravljeni. Dobro je. Kdo bo še kaj poprašal? Lejte, zbiri manj nas je, ampak lahko še malo poklepetamo. Pa je še čas. Jaz bi lahko. Če nas bo vrglo ven, pomeni. Jaz bi rada še povedala to, da se spomnim še te Save, ko je bila na linijski plovbi, ki je delala na tej obalni plovbi. Takrat sem jaz prišla v Piran in je bila Sava zelo zanimiv predmet pogovora. Ja, kot ženska pomorščakinja. Ja. Sava je bila, meni se je zdelo zelo zanimivo, da kakorkoli, ampak Savo lahko povežemo. Menda sem vsega skupaj 2 dni, ampak bila je tudi na naši prvi ladji Sirop oziroma Martin Krpan. Tako da je pač preizkušala tudi to plat medalje. Nisem sicer rekla, ampak Alidi sem že povedala, Savo smo poznali, Savo smo tudi delali, mi je pa zelo, zelo žal, da nisem uspela poznati Jolande Gruden-Mažar. Še najbolj mi je pa žal to, da sem šele sedaj po vseh teh študijah in tako naprej dejansko
Komaj sedaj bi jih imela kaj za vprašati. Takrat niti nisem vedela, oziroma nihče od nas ne ve. V bistvu pa šele potem, ko obdelaš stvari, to mi bo Bogdana potrdila, takrat se odpre eno morje vprašanj, na katerega podgovora ne bo, lahko si samo predstavljamo. Ne? Ali lahko samo nekaj odgovorim gospodu Mladenu, ki mi je napisal, da sem slabo in neprimerno imenovala gospodinja. To se nisem jaz spomnila, ampak to je uradni naziv bil njen. Ladijska gospodinja komisarke. Nisem mislila nič slabega s tem, končem sem jaz tudi gospodinja v svojem domu, zdelo se mi je pa to poniževalno zanjo, da je bila postavljena na to delovno mesto kot poročnica Trgovske mornarice. Samo to bi razložila. Lahko jaz tukaj odgovorim. Vsaka, tukaj bi verjetno še Đorđo, pardon, da se mešam v to. Sava ni mogla biti, če je želela pluti na ladji Bled, se je niso mogli zaposliti kot poročnico, zato ker ti dve delovni mesti, na katerega bi ona svojo izobrazbo in strokovni izpit se lahko zaposlila, sta bili že zasedeni. Tako da je sigurno to zadevo nekako sprijela, verjetno tudi sami enostavno ni bilo enostavno, ampak to je velikokrat Lida ravno tako, kakor v naših službah, ko moramo z določeno izobrazbo marsikdaj upravljati kakšno delovno mesto, predvsem pa tako, kakor se morajo sedaj mladi z diplomami in tako naprej zaposlovati na popolnoma, ne vem, razvrednotenih ali pa drugih delovnih mestih. Tako da mislim, da je bilo to zelo življenjsko, nič kaj... Ne kot želitev mišljena. Ne, daleč od tega, niti ne kot želitev, kajti Sava je plula na Bledu en del pod Mladenom Vlajkijem, to je bil legendarni kapitan, ki je pripeljal v Luko Koper, ki je pripeljal v Luko Koper ladjo Gorica in sem osebno spoznala tudi njegovo hčerko, tako da se zgodbe zaokrožujejo. Plula je pa tudi pod kapetanom Borisom Vraničem, ki je bil, kakor jaz razumem, dokaj liberalen, ne Đorđo, pa mislim, da se je tudi sprejeto, ampak daleč od tega, da bi bilo to gospodinja poniževalno. Mislim, da na njenem, če pogledate dobro, zdaj točno na nekateri strani je posadka na ladji Bled in mislim, da tam piše Purser, ne? No, se jaz sem le govorila bratrancu od... Aha, dobro, ja. Imamo dobre slovenske besede za purser ali pa kaj takega. Zdaj, gospodinja je malo tako, nažalost, prevod nimamo adekvatne slovenske besede. To je ta problem, ampak ona je bila, recimo, če rečemo komisar, gledamo na Ruse, pri nas smo tako rekli, res, ampak ona je bila glavna za to službo. Nažalost, nimamo prave besede, to je ta problem. Ni pa nobena degradacija poklica. Ona je morala, kot poročnica, je bila pristojna za to službo, brez nobenega problema. Isto in verjetno še bolj odgovorna kot recimo tretji ali pa drugi častnik rova, ki je pa delal navigacijo in ostale stvari. Ona je imela pod sabo 50 ljudi plus osebje. Se pravi, odgovornost je bila velika. Ja. In ne samo to, jaz sem osebno iskala tudi, pregledala dnevnike ladje Bled z upanjem, da bom uspela to razložiti od datumov vkrcanja, tako kot sem recimo uspela dobiti za Jubilinijo, vendar ti dnevniki in opisa delovnega mesta in pa življenja na ladji, vendar se to po teh dnevnikih ni dalo razbrati. Kvečjemu so bile v teh dnevnikih, takrat je bil kapitan Vranič, pisalo bolj, govorimo vedno o vremenu, o plutju oziroma izrecno so bila samo določene poškodbe, bolezni ali neki izredni dogodki vpisani v ladijski dnevnik, nikoli se pa ni dalo razbrati, kaj, ker sem mislila prav, da bo napisano, kaj kdo dela in tako naprej, sicer z ozirom na Savo.
Mislim, se pravim, tako kot sem rekla, ta knjiga je sicer dala veliko odgovorov, ampak še vedno menim, da je postavila pa tudi veliko vprašanj, ne? Tako da na katere pa ne vem, bomo znali odgovoriti, morda pa tudi s kakšnim drugim predavanjem. Hvala lepa. Hvala. Dobro, Čestitke še enkrat, Nadja. Hvala. Iskrene čestitke. No, tako. Res.